V organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije na GZS potekal posvet Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje Slovenije. Posveta so se udeležili tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik, minister za zunanje zadeve Karel Erjavec ter minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, ki so predstavili svoje poglede in sodelovali v razpravi o pomenu sodelovanja pri upravljanju voda na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Jaz mislim, da je globalni odgovor na krizo trajnostni razvoj, o tem ni več nobenega dvoma. Zelena energija je prevladala. Razume se, da je potrebno investirati v infrastrukturo, da je potrebno investirati v vse, kar omogoča nadaljevanje tudi industrijskega razvoja, ampak na način, ki nam omogoča, da nas meje rasti, kot je ugotovil rimski klub že pred 40 leti, ne bodo ustavile same po sebi. Ali koncesija za upravljanje z vodnimi viri lahko pomeni tudi priložnost za gospodarstvo? To so resnično stvari, na katere morajo doma odgovoriti države same. Mi smo z našo direktivo, ki smo jo sprejeli, poskušali zagotoviti samo eno, da bi bili procesi za podeljevanje koncesij, če se države odločijo zanje, transparentni in narejeni na ta način, da pravzaprav ne bi mogli priti do kakršnihkoli malverzacij. In zato se mi zdi pomembno to sporočilo, ki v bistvu prihaja, ampak v vsakem primeru je vse ostalo v rokah držav članic, od odločitve do načina upravljanja. Voda absolutno je javna dobrina in ko se gre v način zagotavljanja koncesij, se mora pri tem enostavno paziti, da so te narejene na tak način, da, kot sem prej rekel, da so transparentne in da imajo vsi enako pogled in konec koncev to mora biti tudi v interesu gospodarstva. Kakšen je vaš pogled na Slovenijo iz Bruslja? Kje so možnosti na področju vodnih virov za mednarodno sodelovanje? Jaz v bistvu gledam stvari zelo široko. Jaz mislim, da v vsakem primeru vsaka država v Evropi, pa tudi globalno, je na nek način ujetnik skozi porečja, ki jih ima, nujnosti po sodelovanju, ker drugače preprosto ne moreš urediti vseh svojih vprašanj. Ampak to ponuja tudi ne samo obveznosti, ampak ponuja tudi zanesljivo številne priložnosti. Vsako sodelovanje čezmejno nudi tudi možnost identificiranja skupnih razvojnih projektov, skupnega razvoja tehnologij in podobno. Recimo mi smo, ko smo lani sprejemali ravno ta načrt za ravnanje z vodo za prihodnost, tako imenovani blueprint, smo vzporedno sprejeli tudi partnerstvo za inovativnost na področju voda. Zaradi tega, ker smo prepričani, da sodelovanje različnih deležnikov, od tistih, ki so od gospodarstva na eni strani, na drugi strani uporabnikov, identificiranje skupnih interesov lahko nudi resnično številne priložnosti in številna področja, skozi katera se lahko naši gospodarski interesi uveljavijo ne samo doma, ampak skozi to tudi skozi izvoz, skozi sodelovanje globalno, lahko tudi v tujini. Evropa ima na številnih področjih s tem, ko je zavedanje za ohranjanje različnih virov verjetno bolj prisotno kot na drugih kontinentih, razvojne priložnosti prav tu. Recimo pri novih tehnologijah na področju vode, pri tehnologijah za čiščenje zraka in podobno. In vse bolj se zavedamo, da tudi drugi kontinenti, kot recimo Združene države ali pa v zadnjih letih predvsem Kitajska, se zavedajo, da nekaterih vprašanj v odnosu do svojih ljudi ne bojo mogli rešiti drugače, kot da jih resneje vkomponirajo v svoje razvojne paradigme. In Kitajska to nedvomno počne v svojem zadnjem 5-letnem razvojnem načrtu, ima to že močno ugrajeno. Tako da mislim, da mi ne smemo videti tega kot neko oviro razvoju, kar se velikokrat prikazuje, da je okolje v nekem konfliktu z razvojnimi vprašanji. Ne, svet gre v to smer.
In če gre v to smer tisti, ki bodo razumeli, da gre v to smer in ki bodo izkoristili priložnost prvega ponudnika na trgu, bodo zanesljivo imeli tudi konkurenčno gledano prednosti. Se pravi, da lahko Evropa kot neka stara dama svoje slabosti spremeni v prednosti? Točno tako. Jaz mislim, da če bomo dobro razumeli, kateri so ključni izzivi sveta, kam vsi skupaj potujemo in kateri so ključni odgovori, na katere moramo odgovoriti, se točno to lahko zgodi. In mislim, da je to bistvo, da ste v enem stavku pravzaprav res lepo povzeli tisto, kar bi se moralo zgoditi. Svoje slabosti bi morali razumeti, zato da jih bomo pretvorili v svoje prednosti, kajti svet se spreminja na tak način, da bi to lahko postalo naša prednost. Gospod minister, kako lahko slovenska diplomacija učinkovito podpre mednarodno delovanje Slovenije na področju voda? Slovenska diplomacija lahko sodeluje v različnih pobudah in tudi na konferencah, ki se nanašajo na vodne vire, na varnost voda, na tudi to, kako upravljati z vodami, ker vode ne poznajo meja. Povedal sem primer poplav v zvezi z Dravo. Tukaj bi gotovo boljše sodelovanje z Avstrijo lahko preprečilo kakšno škodo, kakšen neljubi dogodek. Zato je nujno potrebno, da države tudi na tem vprašanju vode kot enega temeljnega naravnega vira, da medsebojno sodelujemo. Slovenija je, kar se tega tiče, zelo aktivna, ko gre za Savo, Donavo, Dravo, tudi ko gre za Jadransko morje. Tukaj sodelujemo v vseh teh pobudah. Tako da zunanja politika ima gotovo pomembno vlogo, ko gre za varovanje vodnih virov in ko gre za reševanje skupnih problemov, ki se nanašajo na vode. Kot rečeno, vode pa ne poznajo meja. Omenili ste priložnost majhnih elektrarn. Kje bi še bile gospodarske priložnosti za Slovenijo na tem področju? Ja, gotovo znanje, ki ga imamo na tem področju, bi lahko bolje uveljavili v mednarodnem gospodarskem prostoru. Zaenkrat moram reči, da smo precej aktivni na Zahodnem Balkanu, Črna Gora, Makedonija, tam so že zgrajene slovenske elektrarne, v Črni Gori načrtujemo. Tudi kar se tiče večjih hidroelektrarn, sodelujemo z drugimi državami, ki imajo potencial. Naprimer za Črno Goro se pogovarjamo s Turčijo, da bi skupaj izvedli projekte gradnje srednjih in velikih hidroelektrarn. Seveda ima pa Slovenija tudi dobre izkušnje v zvezi z upravljanjem z vodnimi viri in te izkušnje tudi prenašamo na nekatere druge države. Tako da dostikrat, ko imamo bilateralna srečanja, se države zainteresirajo tudi za naše znanje na področju upravljanja z vodnimi viri. Gre zlasti za države, kot so Kazahstan, Azerbajdžan, se pravi centralne Azije, tudi lahko rečem Bolgarija, Romunija, so izkazali interes, da bi prenašali to znanje, ki ga Slovenija ima. Gospod minister, kje so na področju voda priložnosti za gospodarski razvoj Slovenije od regionalnega do mednarodnega področja? Mi moramo na področju voda, da se uskladimo z Evropsko direktivo o vodah, za kar smo dolžni do leta 2015 zelo dosti denarja investirati. Načrtujemo samo še iz te kohezije, ki ima na voljo skoraj 650 milijonov evrov, to je slovenski in zlasti evropski del, da preko overcommitmenta bomo dali v sistem not nekje še 2% BDP-ja. Od tu naprej pa so projekti, ki so že sedaj prijavljeni, so v velikostnem razredu 1 milijarda. Torej, tudi za gospodarstvo bo zelo velika priložnost vsi projekti na varovanju voda, ki jih moramo izvesti. Kot drugo, voda je eno redkih naših bogastev, ki jih moramo obvarovati in tu imamo tudi potencial za takšen ali drugačen izvoz, potem ko poskrbimo sami zase in tudi v to smer bomo delovali. Tako da suma sumarum, tisti, ki se želijo ukvarjati z varovanjem narave in varovanjem voda, lahko, če bodo podjetni in če bodo inovativni, na tem področju dobro živijo. Kateri so in kaj prinašajo ključni slovenski projekti vlaganja v razvoj vodnih virov?
Vodni viri v bodoče postajajo še bolj pomembni, kot so danes. Slovenija ima veliko srečo, da razpolaga z bogatimi vodnimi viri, ki jih seveda uporabljamo za pitno vodo, za namakanje in seveda tudi za proizvodnjo električne energije in s tem seveda bistveno prispevamo k doseganju cilja 25% delež obnovljivih virov do leta 2020. Projekti, ki jih načrtujemo, imajo velik gospodarski pomen, predvsem gre tu za verigo hidroelektrarn na Savi, tako dokončanje verige na spodnji Savi kot izgradnja verige na srednji Savi. Tu gre za vodočistilne naprave, delno projekte, ki se financirajo iz kohezije, tu gre zaščito pred poplavami, tu gre za projekte namakanja kmetijskih površin in za projekte za zaščito podtalnice. Skratka, gre za velik investicijski potencial v naslednjem obdobju, ki lahko bistveno pripomore k novim delovnim mestom, k delovnim mestom z višjo dodano vrednostjo, k večjemu bruto družbenemu prihodku in seveda tudi k izboljšanju klime v Sloveniji, namreč nove investicije prinašajo nova delovna mesta in tu vedno uveljavljamo na gospodarski zbornici geslo, če gre gospodarstvu dobro, nam gre vse dobro. Kako nam lahko pomaga država? Država nam lahko pomaga najprej z zakonodajo. Zelo pomembno je predvsem zakonodaja, ki bo omogočala hitrejše umeščanje objektov v prostor. Po drugi strani nam zakonodaja pomaga pri naših nastopih v tujini, ker pomembno je, da mi naše znanje, naše storitve, našo opremo izvajamo tudi na tuje trge in tu nam država za gospodarsko diplomacijo in tudi pri določenimi olajšavami pri izvozu, potem z določeno podporo recimo Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, kjer nam v začetni fazi pomagajo priti do projektov, lahko veliko pomaga.